Sedaj pa je čas, da slišimo eno mogoče malo bolj pozitivno zgodbo in sicer nam bo Mladen Jovičič iz sindikata Luke Koper predstavil njihovo zgodbo. Izvoli, Mladen. Mladen. It's okay. Moramo delati malo na prepoznavnosti, ne? Če ne te varnostnik lahko vhapsi. Dober dan še enkrat. Mi iz Luke Koper ne bomo predstavili to zgodbo, ki se zdaj slišala o protiprivatizaciji, ki nam je jasno. Tudi sami vodimo eno močno fronto ves čas v Luki Koper proti strateškim partnerjem, pristaniškim upravam in tako naprej. Jasno je, da podjetje, ki tako uspešno dela in veča dividende, tudi državi od tega dobro, ne rabi prodaje, vse se razvijamo in gremo naprej. V dobro, predvsem zaposlenih, tudi države, da karije na koncu in tako naprej. Povedal bom primer Luke Koper, ki se mi zdi zelo pozitiven kot argument proti prodaji. Ko je Luka šla po poti izčrpavanja in prodaje, smo se delavci uprli. Odstavili smo škodujočo upravo, katera je danes za nekaj grehov že obsojena, za nekaj pa verjetno še bo. V naslednjih fazah smo zahtevali transparentnost poslovanja in prenehanje outsourcinga oziroma ustavitev prekarizacije delavcev v Luki. Zato smo sicer mogli iti v skrajnost in stavkati, a od takrat naprej Luka zaposluje 30 do 50 ljudi na leto, ob tem pa nasprotno neoliberalnim teorijam povečuje učinkovitost, produktivnost in tudi dobiček. Ob tako ugodnih rezultatih so v pristanišču pravkar porasle tudi plače. Se pravi, da v Luki v Sloveniji imamo enotno podjetje sodelujočega menedžmenta in delavstva z vedno večjim dobičkom, zaposlujemo in se razvijamo. In nismo se prodali, da bi dosegli take rezultate. Po drugi strani država nam tega ne prizna. Blokira nas in poskuša razvrednotiti, potem pa tudi prodati. To počne z zaviranjem začetka gradnje drugega tira, ker se nikakor noče prijaviti na prav aktualni razpis za EU sredstva, potem pa nam vsiljuje znane krutokapitalistične variante, ko so strateški partner, pristaniška uprava in prodaja po kosih oziroma terminalih ali združevanje v holding. Kjer pa zaposleni zelo težko sodelujejo pri upravljanju, mislim na holding, in nadziranju podjetja. A vseeno ne kaže, da nas bo uspelo uničiti. Spomnimo se, kako nas je ena od preteklih vlad uvrstila na seznam za prodajo in potem že po enem tednu poslušanja naših argumentacij in groženj tudi Luko Koper izločila iz seznama. Tudi te dni problematika razvoja pristanišča in gradnje drugega tira in raje bi rekel celotne slovenske prometne infrastrukture pravkar močno združuje prebivalce na Primorskem, v širši regiji, upamo pa da tudi v celotni Sloveniji. Zahtevamo gradnjo drugega tira pod nujno. V negotovi prihodnosti tega sveta trženje prometnih koridorjev skozi našo državo kot redko kaj drugega zagotavlja prihodke in službe, polnjenje državne blagajne in vzdrževanje socialnih standardov. Upamo, da je primer delavskega gibanja v Luki Koper dokaz, da še obstaja lepša prihodnost. Sicer je jasno, da je v dobrem podjetju lažje dobiti in tudi dvigniti plačo, a enak način boja smatramo, da je še bolj nujen v podjetjih, ker so tržne razmere težje. Ob močnem delavskem boju direktor težko izčrpa in uniči podjetje. Ob močnem boju prebivalcev in delavcev bo politika težko razprodala državno premoženje in uničila državo in narod. In v solidarnosti, brati in sestre, do zmage. Hvala. Hvala, Mladen. Ta zgodba je bila ne samo znak, da je prav, da smo danes tukaj, ampak je tudi znak, da ne smemo nikoli odnehati.